Dober večer vam voščimo. Nocoj bomo več časa namenili nihanju krvnega tlaka, pa tudi o pripravah našega telesa pred obilnimi mizami ob veliki noči bomo govorili. Dobrodošli v naši družbi. Moj gost je dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš in če imate kot običajno zanj kakšno vprašanje, je zdaj na voljo, da ga pokličete. Dobrodošli, dr. Krstič. Dober večer. Najprej imava pa pomembno obvestilo. Ja. Še vedno zelo priporočate uživanje vitamina D3. Ja, tako je. Živimo dobesedno v enem novem obdobju, ko je vitamin D stopil med nas in odigraval svojo vlogo. Vendar pri vsem skupaj je pa pomembna ena informacija, na katero so opozorili tudi naši vodilni eksperti v svojem priporočilu za nadomeščanje vitamina D3. To se je zgodilo po nacionalnih študijah, ko smo ugotovili, kako zelo nam vitamina D3 primanjkuje v Sloveniji. Od 5 ljudi v Sloveniji 4 primanjkuje vitamina D3, od teh 4 pa kar 2 pa zelo primanjkuje vitamina D3. In zdaj, ko vemo, da je vitamin D3 pomembno prispeva k delovanju imunskega sistema, vidimo, pri kakšnem problemu smo in zdaj tukaj not se nam ravno v teh dneh, ko kot rečeno živimo v času vitamina D3 in veliko naših gledalk in gledalcev se je opremljal z vitaminom D3. No, ravno tukaj je zdaj pomembna ena informacija, ker ves čas govorimo, imunski sistem, vitamin D3. Vitamin D3 prispeva k delovanju imunskega sistema, kar pomeni, da je zelo pomemben za imunski sistem. Vendar, še enkrat je treba ponoviti, in to je tudi ta naša skupina ekspertov izrecno povedala, če hočemo imeti vpliv vitamina D na imunski sistem, potem morajo biti ravni vitamina D3 v krvi višje. In konkretno recimo ena številka, za katero je tudi prav, ker poznavanje strokovne problematike napreduje in tudi, ko se recimo zdaj pogovarjamo o tem, je prav, da se tudi številko povemo. Tukaj recimo za te višje ravni vitamina D3 v krvi velja, da gre za ravni nad številko 75 enih enot, take čudne nanomol na liter, ampak 75 enot in več more biti za vpliv vitamina D na imunski sistem. In še nekaj so povedali, kar je pa praktično zdaj zelo pomembno, teh višjih ravni vitamina D3 v krvi ne moremo dosegati z jemanjem, zdaj pa pozor, bom zelo jasno in tako počasi povedal, teh višjih ravni vitamina D3, ki kot rečeno vplivajo na imunski sistem, ne moremo dosegati z jemanjem osnovne jakosti vitamina D3. Če jemljemo 800 oziroma 1000 enot, ne glede na to, v kakšnem statusu je ta vitamin D3, ali je prehransko dopolnilo, ali je zdravilo in tako naprej, če je 800 oziroma 1000 enot, je to premalo za to, da bi prišli nad 75 teh enot v krvi, in da bi s tem si zagotovili učinek na imunski sistem. To je važna informacija, ker kot rečeno mislim, da še veliko naših ljudi je prav na tej osnovni jakosti in pričakuje, da bo to delovalo na imunski sistem. Kot rečeno, ne more, in zdaj tu je treba pač ukrepati in si prisvojiti, poskrbeti za to, da se jemljejo večje količine enot na dan. Tako da to je ta zelo pomembna informacija in zdaj, ker prihajam iz Mic Mengeš, prihajam tudi v
imenu Farma Norda, ne, ki proizvaja, ne, o katerem smo tudi že govorili, ne, in zdaj lahko konkretno pač predstavim, ne, tista škatla, ne, ki vsebuje, ne, to večje število enot, je pri Farma Norda, ne, biovitamin D3 1520 enot in 3000 enot. Ne. Tako da mi predlagamo, ne, da je to nekako malo bolj prisotno med nami, pa da smo na to pozorni. No, to je bila ta kratka informacija zdaj na začetku o vitaminu D3. In seveda najine gledalce vabiva k sodelovanju v oddaji na ta način, da naj jo pokličejo. Ja. Nocoj bova več časa namenila, kot že uvodoma rečeno, nihanju krvnega tlaka. Sladkorja. Se pravičujem. Zakaj se o tem pogovarjamo pred veliko nočjo? Saj odgovor je na dlani, ampak vseeno, ne? Ja. Vsi bomo kaj pojedli. Ja. Zdaj tako, torej, problematika je spet ena prav posebna, samosvoja. Dogaja se nam to kar, bom rekel, kar masovno, a ne. Za raven krvnega sladkorja, ki jo imamo, a ne, pa zlasti zato, da je stabilna, je v našem telesu, a ne, odgovoren krom. Zdaj, za marsikoga je to zdaj čudno, ne, krom, ker avtomatično, ne, se krom povezuje z, recimo, temi zaščitnimi deli na avtomobilu, pa recimo tista platišča in tako naprej, ki recimo se kovino zaščiti z kromom, in to je v enem takem poljudnem jeziku, je to krom, a ne? Zdaj pa kaj zdaj naš krom pa krvni sladkor? Ja, tukaj ne gre za dva enaka kroma, to sta si dva bratranca, a ne? Je tale krom zunanji za zaščito kovinskih delov, to je en krom, drugi krom, a ne, ki ga pa mi rabimo torej, da imamo torej, stabilno raven krvnega sladkorja, a ne, je pa ta notranji krom, a ne, in je različen od tega zunanjega. A ne. In zdaj, evo, a ne, ta krom, ne, ima ene svoje posebne take značilnosti, ne, razširjenje v naravi, dobimo ga v vseh živilih, a ne. Če je to tako, bi človek začel razmišljati, ja, pa vse polje pa v redu. Ja, pa ni v redu, veste. Ni v redu zaradi tega, ker karkoli mi delamo z živili, z hrano, in to je zdaj tista stvar, ki je avtomatično pri vsakem živilu, pri vsakem hrani, je zraven kulinarika. To se pravi, mi hrano kuhamo, mi hrano cvremo, mi hrano pečemo, mi hrano zamrzujemo, mi hrano konzerviramo, skratka, pripravimo jo, da nam je bolj užitna, ne? Ampak tu je pa zdaj ena zadeva, ki je za krom negativa. Negativa v tem smislu, da se krom izgublja. In bolj, ko hrano mi pripravljamo, več, ko uživamo v kulinariki, a ne, manj kroma imamo v njej, veste. In je to lahko, ne vem, kakšna super kulinarika, ne vem, kitajska, francoska, italijanska, kučina in tako naprej, vse to. Bolj, ko se to dogaja, večja, ko je ta intenziteta te tehnologije, kar je lepo, kar je prav, kar pri tem človek tudi uživa in si pripravi nekaj kvalitetnega. Samo, kar se tiče kroma, krom izgubljamo. Veste, krom izgubljamo. Recimo, v konzervah kroma sploh ni, ne. Je pa še enkrat ponavljam, krom je pomemben za vzdrževanje ravni krvnega sladkorja. To je neizpodbitno dejstvo. Ta notranji krom, ne. No in zdaj, a ne, tako, mi ga rabimo določeno količino. Včasih, ko se je jedlo, ko smo živeli še v potočki z jalki, če tako rečem, malo humoristično, ne. Drugače kot danes. Drugače kot danes, a ne. Je bilo kroma kar okej, ne. Si ga dobil pač, a ne. Zdajle pa ne. Zdajle pa hrano tako lepo pripravimo, ampak izgubimo krom. In s tem je prikrajšano, a ne, to naše vzdrževanje ravni krvnega sladkorja. Pa zdaj ni samo to, a ne, ni samo to.
kulinarika, a veste, je zraven recimo še to, a ne, da če se mi potimo, ko se mi potimo, ne, izgubljamo veliko kroma. Ne. In zdaj, če pomislite, kdaj se potimo, ja, kar velikokrat, ne, kar velikokrat. Greš na rekreacijo, se fajn spotiš, uživaš, veliko kroma si izgubil. Greš recimo poleti, ne, ko je vroče, se potiš, izgubiš veliko kroma. Ali pa recimo, ko greš v savno, savna je tudi zdajle en tak štandard, ne, ampak izgubimo veliko kroma. Ne. No, potem naprej še recimo uživanje sladkarij, slaščic, zdaj smo pa že tam, ne, v tem delikatnem... Pri veliki noči, kaj ne? Pri veliki noči, ne, pri veliki noči, ne, izgubljamo krom. Ampak mi recimo, če živimo pač tako, kot živimo, a ne, živimo, kot vidite, ne, manj kroma, manj kroma, manj kroma, pa tukaj manj kroma, pa spet manj kroma, kar naprej samo manj kroma, a ne. Naš krvni sladkor pa reagira, če je kroma premalo, ni stabilen, začne nihati, ne, in to je pa tisto, kar ni ustrezno. Pol pa še ena zadeva, pri vsem skupaj, ne, zakaj se govori o pomanjkanju kroma, ki je pomemben za krvni sladkor, ne, zato, ker se staramo, ne, veste. In zdaj pa spet ista logika, ki smo jo že nekajkrat pri prehranskih dopolnilih povedala, ne. Manjka te učinkovine, recimo zdaj konkretno kroma v hrani, v naših živilih, a ne, ne. Mi se staramo in recimo tam, veste, krivulja vsrkavanja črevesne sluznice je pa, mislim, brez milosti, a ne. Bolj, ko grejo leta, manj vsrkava, a ne. In zdaj recimo pri enem, ne vem, 50. letu smo že tam nekje, gremo proti polovici vsrkavanja, tam recimo, kakor je pri 40, pri 30 letih, pri 20 letih, ko si ves poln energije, tudi sluznica fajn vsrkava, ne, ampak pol gre samo dol. In potem pride druga polovica srednjih let, pa tretje življenjsko obdobje, tu pa sploh padajo, ne, moči vsrkavanja tretjinsko, 25%, se pravi, premalo ga imamo v živilih, pa še slabše vsrkavanje in potem seveda, a ne, kroma je premalo. Kroma je premalo, a ne. In kako to občutimo kot posledico? Kako se to odraža na nas? Ja, zdaj tako, ne. Krom je, torej mi imamo zdravstveno trditev. Ta zdravstvena trditev je uradna. Kot rečeno, vse te zdravstvene trditve, ki jih mi tukaj navajamo, ne, so uradno potrjene. Ne samo strokovno uradno, ne samo, da so jih objavili v strokovnem uradnem listu, recimo Evropske unije, ampak so jih dvignili na en večji nivo, a ne, ker to je pomembna zadeva, ne, in potem se dvigne na uradno pravni nivo, a ne, se pravi, da je to šlo v tistem uradnem, juridičnem, pravnem uradnem listu Evropske unije, a ne, in so to zdravstveno trditev povzdignili v to normo, ne. To se pravi, da je to večja obligacija, ne, večja obligacija. Je treba pač upoštevati, ne. Priporočilo je, ampak je močnejše priporočilo, kot če je to samo strokovno, ne, zaradi svojega pomena, ne. No, in ta zdravstvena trditev pravi, da krom vzdržuje normalno raven krvnega sladkorja, ne. Zdaj to hoče povedati to, a ne, da recimo krvni sladkor, a veste, je različnih višin, a ne. Mi imamo normalno raven, a ne, pa imamo recimo tudi ravni, ko se dvigne, a ne. In zdaj kaj, a ne, če se dvigne, a ne, to je znano nasplošno, to vedo zelo dobro, ne, naši sladkorni bolniki, ki jih je v Sloveniji armada, 200 000, ne. Oni vedo, sladkor se dvigne, a ne, in to ni v redu, ne. Zdaj, to je eno dogajanje, ne. Druga stvar je pa, da sladkor tudi niha. Ali je recimo tam v normali pa niha, ali pa recimo malo višje pa niha, ne. In to je potem še večji problem, ne, recimo, ko je večji pa niha, ampak glavni problem je to nihanje, ne. No in za to nihanje je odgovoren poskrbi krom. Če ga imamo dovolj, se
raven sladkorja stabilizira in če je normalen, ok, pa tudi potem, če je recimo visok, a ne, je manjši problem kot recimo, če niha. A ne. To nihanje je pa zoprna zadeva. To nihanje povzroča neprijetno počutje, razdražljivost. Centralni živčni sistem, ni prilagojen temu nihanju, slabo ga prenaša. Ne. In nismo ta pravi, tudi slabo spimo, razdražljivi smo, a ne, potimo se, a ne, in tako naprej, neprijetno počutje, skratka, cel kup negativnosti, kvaliteta življenja pade zaradi tega, a ne. In to je recimo ena taka konkretna posledica, a ne, ko je pomanjkanje kroma, krvni sladkor čezmerno niha, a ne, in se pojavijo problemi. Ne. Če je to nihanje preveliko, tudi v nezavest lahko padeš zaradi prenizke ravni krvnega sladkorja. Ne. So pa recimo še ne take konkretne stvari, a ne, no to je pa zdaj smo že bližje, a ne, zakaj ga omenjamo v navezi na veliko noč, na to, da si človek rad privošči normalno kakšno slaščico, potico in tako naprej, a ne. Torej, pojavi se, ko je premalo kroma, pojavi se nepotrebna lakota. In to je eno področje, ki je verjetno še tukaj pri vsem skupaj najbolj problematično. Ne. Zdaj recimo, kaj to pomeni ta nepotrebna lakota? Čisto enostavno, a veste, zaužijemo en normalen obrok, ne, recimo pri kosilu, pač normalno količino, vse skupaj, a ne. In zdaj, kaj je normalno? Normalno je to, a ne, da smo siti, ne, malo tudi pride do tega, da so možgani malo bolj leni in tako naprej, in človek malo zakinka, se pravi, zdaj organizem začne prebavljati, presnavljati in to je to, ne. In to traja, ja, recimo stanje, ko po obroku nimaš lakote, je normalno, da je nekaj ur, ne, nekaj ur, ne. Zdaj pa glej ga zlomka, ko pa manjka kroma, pa ta lakota zaradi enih posebnih mehanizmov, pustimo jih, ampak valjda so konkretne posledice, ne. Ko pa manjka kroma, a ne, se pa ta lakota pojavi recimo kar čez 15 minut, čez 20 minut, a ne. In to pa je zdaj problem, a ne, se strinjate, a ne. To je problem. Če ti imaš prebavila polna, želodec je poln, a ne, se začenja prebava, a ne, ti zdaj to moraš pustiti pri miru, ne, ampak ti si pa kar naenkrat lačen. In to lačen, a veste, neodvisno od naših možganov. To je zdaj tudi recimo en pomemben moment, a ne. Neodvisno od naših možganov. Ne govorimo o zasvojenosti s hrano. To je na nižjih nivojih, a ne. Tu zdaj ne gre za to, da nekdo sega po hrani, ker je nervozen in tako naprej. Ne. Tu gre za en prvinski nivo in smo, kot rečeno, na ravni količine kroma, ki ga premoremo. Ko imamo kroma premalo, smo takoj po obroku spet lačni. In to je pa zdaj zadrega. Ne? To je pa zdaj zadrega, ne? Ki pa je večplastna, a ne? Ki prinaša s seboj cel kup problemov. Prvi problem je ta, da recimo tisti hip, ko mi zaužijemo recimo dodatno hrano. In zdaj recimo uživanje te dodatne hrane se dogaja, in to je tudi problem, lahko povsem nezaznavno, veste. Vi končate kosilo, ne, ok, lepo, ste v prijetni družbi, recimo, ne, z domačimi, ali pa če kdo, pač kakšen obisk pride, a ne, dobro, zdaj je korona čas, je to malo drugače, ampak ok, kakorkoli, ne, ko se ti pojavi ta nepotrebna lakota, pa če imaš kaj na mizi, ti boš podzavestno tisti čips malo vzel,
pa tisto sladkarijo malo vzel, pa tisto recimo eno sadje, recimo kakšne jabolka, banane, karkoli že, a ne, mislim, dodatno vzel, pa boš šel podzavestno hladilnik odpret, pa a je kaj, no, pa tisto vzeti in se to nabira. Ampak to je popoln, ni logike v tem, a ne, da bi ti recimo v četrt ure, 20 minut, pol ure po kosilu, da bi spet nekaj jedel. Ampak jedel zaradi lakote, ki jo čutiš. A ne? In organizem je zbegan, zmeden. Ne? Zmeden je, dobesedno. Ne? On sicer v polno dela, zdaj pa kar naprej pride še ena nova pošiljka živil, ki jih je treba obdelati, veste. Ni druge, ne? In ker je ne more obdelati normalno, ne? Ker je ne more obdelati tako, da to gre, a ne, po tistih poteh, čemur so sicer živila pač namenjena, ali recimo, da gre za energijo, ali da gre za obnovo tkiv in tako naprej, karkoli že. Se pravi, to je vse lepo usklajeno, to je čudež narave, veste, kaj se tukaj dogaja. Ne? Samo zdaj pride pa nova pošiljka in je zmeda, popolna zmeda. In zdaj rešitev telo najde, a ne, in to novo hrano, ki pride, a ne, kot rečeno, nepotrebno, zato tudi pravimo nepotrebna lakota, ne, torej spremeni v maščobno tkivo in jo nalaga. Zdaj smo pa tam. Ne. To potem postaja problem. Ne. To postaja problem, ker tako recimo iz obroka v obrok, iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec, se pa to nabere in potem najprej recimo pravimo čezmerna telesna teža, če se to še nadaljuje, a ne, se potem stopnjuje, ne, v debelost in tako naprej. Tukaj se pa začne vezati cel kup problemov, a ne, cel kup problemov, tudi zdravstvenih, a ne, socialnih in tako dalje. Ne. In tu vidimo zdajle, kakšen je pomen pomanjkanja kroma. Ne. Vi tudi sigurno ste brala kakšen članek, ne vem, pred meseci, pred leti, sigurno ste, kako je debelost dobesedno v naši civilizaciji eksplodirala. Ne. Tukaj smo. A ne. Pomanjkanje kroma je zelo pomemben dejavnik, ki k temu prispeva. A ne. Jaz ne rečem, da je to edini vzročni dejavnik, ampak je pa zelo pomemben, ker kot rečeno, živimo v pomanjkanju kroma. Ne? To je to. Vi ste s tem povezali ali pa povezujemo tudi sladkorno bolezen. Se da tako na prvi pogled že oceniti kakšne znake sladkorne bolezni? To se da. Ampak zdaj, ko ste omenili sladkorno bolezen, ne, krom je tukaj takoj zraven, oziroma pomanjkanje kroma. Za sladkorne bolnike je pomanjkanje kroma izrazito značilno. Ne? In recimo še ena zdravstvena trditev je za kroma, ne, da je pomemben za ustrezno presnovo ogljikovih hidratov in maščob. Ne? Pomemben za presnovo ogljikovih hidratov in maščob. No in prav pri sladkornih bolnikih ga manjka in tudi zanje vemo, da je prav tu problem presnove ogljikovih hidratov. Tako da za sladkorne bolnike je značilno pomanjkanje kroma. A ne? In zdaj, tudi se zdaj odpira eno spet dodatno področje, ne, ki je zelo pomembno. Ne. Vse si predstavljate, kakšen je recimo nekdo, ki je sladkorni bolnik, ne. Velika večina, ne rečem, da vsi, ampak velika večina so močnejše postave. A je tako? So močnejše postave, ne. Pa ne samo močnejše, čezmerna telesna teža je, ki prehaja tudi v debelost in tako naprej. Ne? In to je značilno za sladkorne bolnike. Tisto, kar sem prej govoril, je točno to, veste, a ne? Se mu dogaja to, ne? Da ima nepotrebno lakoto, ne? In si kopiči tiste količine nepotrebne hrane.
Še bova tukaj nadaljevala, Aha. tudi o tem, kako pravzaprav učinkuje ali pa izgleda shujševalna kura, kadar imamo v telesu pomanjkanje kroma. Taka zelo aktualna tema. Zaenkrat nekaj predaha, vi pa seveda ostanite z nama in pripravite vprašanja, če jih imate. Doktor Krstič vam je na voljo. Se vidimo. Dobrodošli nazaj v studiu. Še vedno je moj gost, dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. In če imate zanj kakšno vprašanje, potem je zdaj pravi čas, da odtipkate telefonsko številko izpisano na ekranu, nas pokličete in zastavite tisto vprašanje, ki vas najbolj bega med najinim pogovorom. Seveda se lahko dotaknete tudi kakšne druge zdravstvene teme. Dr. Krstič ima nasvetov za stresanje iz rokava, kolikor želite, sicer pa vas bo napotil tudi še na kakšen drug ustrezen pregled. Vedno je dobro imeti še kakšno mnenje. Doktor Krstič, danes se pogovarjava predvsem o pomanjkanju kroma. In zanima me, kako potem ta učinkuje, ko se mi lotimo neke shujševalne diete in pred poletjem se je bomo lotile vse ženske, pa verjetno tudi kakšen moški. Potem bomo pa ugotovili kaj? Da slabo učinkuje oziroma da smo neučinkovite pri tej dieti. No zdaj recimo iz tega, kar smo povedali, je po moje dovolj razvidno, da je pomanjkanja kroma veliko. Da pravzaprav živimo v pomanjkanju kroma. Hočeš, nočeš, temu tako je. Nekateri so bolj občutljivi, nekateri manj. Tisti, ki so bolj občutljivi, potem doživljajo to, da imajo to nepotrebno lakoto, da grejo kile gor in tako naprej. In potem ukrepi, ukrepi, nasveti, pogovori in tudi shujševalne kure oziroma diete. No, tukaj je pa to problem. Ker, kot rečeno, naša recimo glava, možgani, vedo, kaj je prav. Pomanjkanje kroma pa se s tem ne strinja. Pomanjkanje kroma zahteva svoje, a veste, In ti napori so izjemni. Tisti, ki recimo gospe, ki so to dale skozi, vedo, mislim, kakšni so to napori. Kako to ustvari človeka razdražljivega, slabe volje, vpliva na kvaliteto življenja, na spanje, na počutje, na medčloveške odnose. Vse je problematično, in kile pa grejo, kakor grejo, in je to zelo težko, kot rečeno, praviloma, velikokrat je tukaj v ozadju pomanjkanje kroma. In te informacije, jaz mislim, da doslej nismo dovolj imeli, da bi si tukaj lahko stvari v veliki meri izjemno olajšali. Če bi se recimo pri shujševalnih kurah ciljano posluževali tudi tega, da si ta manjkajoči krom nadomestimo, bi bilo vse skupaj bistveno lažje, veste, bistveno lažje. In še več, to recimo za sam potek shujševalne kure, za sam potek diete, bi bilo veliko manj naporov. Ampak potem posluh, tudi potem kasneje bi bilo več uspeha, ker je znano to, da ko se recimo nekdo prebije skozi dieto, pa zmanjša enih 5-6 kilogramov, zbije, potem komaj čaka, da si spet končno privošči malo normalnega življenja, da spet zaužije nekaj tako kot včasih in spet pridobi nazaj. Ampak spet je v ozadju to pomanjkanje kroma. In hočem reči to, da v tem primeru, ko bi ves čas skrbel za to, da ima dovolj kroma,
bi torej to shujševalno kuro dieto dal lažje skozi, a ne, in tudi kasneje potem bi to, kar je dosegel, pač vzdrževal. Bova sprejela telefonski Ja. klic, pa potem nadaljevala. Dober večer, Kopu. Dober večer. Pozdravljeni, Tu povejte. pa poslušalka iz okolice Maribora. Jaz bi vprašala tega gospoda doktorja, točno to, kar on govori, imam jaz probleme. Jaz imam 3-krat na dan si moram inzulin davati in imam zjutraj inzulina na tešče 15, zvečer pa imam okrog 30 in to vsak dan. In sem bila pri diabetologinji in dala mi je zdaj 3 drugi inzulin, pa mi je dala še popoldan, mislim opoldan si moram vzeti inzulin dati, tako da si 3-krat na dan dam inzulin, pa še tabletke jemljem, pa nič ne pomaga, s čem bi si jaz dol spravila. Sem pa lačna, resnica, kak se najem, jaz sem že kar lačna. Ja. Kaj bi to bilo? Bova Ja. kar odgovorila, mogoče? Seveda. Najprej hvala za vprašanje. Ja, Tako, zdaj pravilo je sledeče, a ne? Imamo bolezen, imamo zdravila. Ta zdravila seveda ostanejo. In ta zdravila vodi zdravnik specialist. Vendar zdaj smo pri problemu, a ne, poželena po hrani, nepotrebne lakote in tako naprej. Tukaj pa se spomnite, ko sem večkrat poudaril, ne, da sladkornim bolnikom kroma primanjkuje. In vam, gospa, svetujem, čim prej se poslušajte tega kroma. Čim prej se poslušajte. Ne? In ga začnite jemati, bomo danes še povedali, kako se to jemlje, a ne, kje se dobi, a ne. To je v teh škatlah je biokrom, a ne, biokrom. Ja. Bomo še dovolj povedali o njem, kje se ga dobi, kako se ga jemlje. In potem imate veliko verjetnost, da se otresete poželena po hrani, oziroma da jemanje hrane postane normalno, da se uokviri v tisto, kar je normalno in da se ne ubadate več z nepotrebno lakoto. Kot rečeno, Ja. zdravila ostanejo, ne? Ja. Manjka vam krom in tega si lahko nadomestite z tem v obliki prehranskih dopolnil. Ja, ki ga pa biokrom, dobim? ne. Ja, dobi se pa, a sem prav razumel, odkot pa ste, gospa? Maribora. Iz Maribora. Maribora. Dobi se v mariborskih lekarnah, ampak Aha. bodite pozorni na tole, to je taka siva škatla, biokrom od Farma Nord, Mic Mengeš, no, iz Mic Mengeš, a ne, in potem dobite še v specializiranih trgovinah, zanesljivo tudi recimo v Sanolaborju, vse poznate Sanolabor, ki je v Mariboru. Ja. No, evo, tam boste sigurno dobila ta biokrom in potem se pač to jemlje, ker ga primanjkuje, kronično, trajno, se potem tudi jemlje Dobro, bom tako. poslušala po televiziji. Ja, Hvala lepa ja. vam. Hvala Prosim, lepa, lep prosim. večer. Še eno pomembno vprašanje. Prosim. Kako hitro pa tale krom Ja. potem učinkuje na nas? Ja. To je zelo življenjsko vprašanje, ne? In zdaj človek bi pričakoval tukaj pač eno tako običajno dogajanje in tako naprej, ampak ne. Tukaj je pri vseh teh problemih, a ne, se strinjate, a ste slišali, da je kaj gospa rekla, mislim, kako je prizadeta, mislim, da ima težave, probleme in tako naprej, a ne, ki vpliva na kvaliteto življenja, ob tem, da je človek bolan, pa še recimo to, a ne, z hrano, z to čezmerno telesno težo oziroma debelostjo. No, tukaj zdaj ob vseh teh problemih je pa tu srečna okoliščina, ne, in dobra novica, a ne. Ta krom, ki seveda mora biti kvaliteten krom, veste, o tem bomo tudi povedali nekaj besed, mora biti kvaliteten krom, a ne, in to biokrom od Farma Nord zanesljivo je, bomo tudi še povedali karakteristike, spet imamo nekaj posebnega, no, jaz, vedno pri Farma Nord se pogovarjamo tako, ampak tako je, veste, boste videli zakaj, a ne, torej, učinkuje, strokovnjaki pravijo, kot da bi pritisnil na stikalo. Pritisneš na stikalo, luč se prižge.
In pravi, tukaj tudi tako se zgodi. Ne. Ko je dovolj kroma, te težave izginejo. Izgine poželenje po hrani, izgine nepotrebna lakota, seveda normalna lakota pa ostane, ne, ampak normalna. Ne. Tista normalna, ki potem ne pomeni težavo, ampak je nekaj normalnega, življenjskega. Ne. Tako da moj odgovor je v zadovoljstvo. Ne. Mislim, lepo je slišati, da v vseh teh problemih je pa učinek je pa zelo hiter, takojšen pravzaprav. Ne. Okay. Kako potem zbrati pravilen hrom, katere so tiste odlike, o katerih govoriva? Ja, zdaj tako je. Ne. Krom se ga pozna precej časa. Ne. In tukaj je prišlo do enega razvoja, ne, normalno. Ne. So oblike kroma, ki so anorganske. Anorganske pomeni, da so iz sveta nežive narave, ne? Da so nosilci, recimo klorid, a ne? Potem poznan je tudi kromov pikolinata. Ne? No, zdaj v razvoju, zdaj to moram reči, da je trajalo kar mogoče, odkar Pharma Nord obstaja, da so tudi že zelo zgodaj začeli razvijati tudi krom, ne? V čim bolj aktivni obliki, a ne, se pravi čim bolj usrkljivi, to je bistvo. A ne. In potem tudi z manj neželenimi učinki in, kar je najbolj bistveno, z kar največ učinka. A ne. Torej, če je večja usrkljivost, pride več v kri in ko pride več v kri, je tudi več učinka. A ne. Tako da je pa to, mislim, se strinjate zdaj, a ne, po vsem, kar smo povedali, da je to družbeni pravzaprav problem, ne, ki zajeda v zelo pomembno področje. Ne. Prehrana je zelo pomembno področje, ki se nam je zaradi vrste dejavnikov kar nekako izvihalo izpod kontrole. Ne. Če imamo mi, ne vem, več kot polovico mladih, ki so v stadiju debelosti, je to hudo. A ne. Pa ne samo mladih, tudi starejše populacije. Preveč je debelosti med nami. No in tukaj imamo enega pomembnega pomočnika, ki bo tu stvari utirjal in spravljal v red. A ne. No, ampak zdaj, da vam odgovorim recimo še, kar se tiče biokroma. A ne. Biokrom je pa, to so izvlečki iz kvasne biomase. A ne. Iz kvasne biomase. To se zdaj nekako sliši enostavno in tako naprej, pa sploh ni enostavno, ker kot rečeno, tukaj je več let razvoja in tukaj je Pharma Nord spet nekaj posebnega dosegel. Kriterije učinkovitosti je zelo dvignil. A ne? Tako da recimo, če ena tabela obstaja, ki so jo verjetno gledalci videli v TV spotu, a ne, ki smo ga zdaj vrteli za biokrom, a ne, v enem od njih se pojavi en graf, a ne, in so trije stolpci, in ti stolpci nekako ponazarjajo učinkovitost, a ne, se pravi, višji, ko je stolpec, večja je učinkovitost. In so primerjali, študija je to bila, a veste, študija, ne, ki jo je zato izdelala, a ne, pristojna inštitucija za to področje. To je spet ta EFSA iz Parme, iz Italije, to je ta mednarodna inštitucija za Evropsko unijo, ki preverja kakovost in učinkovitost prehranskih dopolnil. Ta krom je namreč na statusu prehranskega dopolnila. Ni zdravilo, je prehransko dopolnilo, ne? Ker kroma manjka v prehrani in ga mi samo dopolnjujemo, da ga je dovolj. A ne? Ta ima potem te učinke, kot jih ima. To je to. Ne? No in zdaj kromov klorid, to je ena oblika, ki sem rekel, da je iz nežive narave. A ne? Potem naslednji, ki je v navezi na to, je za 20% bolj učinkovit, se pravi, če je ta 10, je kromov pikolinat 12 po učinkovitosti. Biokrom, pa njegov krom je pa 100. A veste, 100. Se pravi, velik prispevek, a ne, in tu dejansko imamo vse to, kar smo govorili, da lahko krom naredi, a ne, toliko krat večjo možnost, da se pri tem uspe. A ne, ne.
In to je zdaj pomembna informacija. Ne. Imamo pomembno možnost, da spet naredimo en prodor v pozitivno, ne, v to, da torej izboljšamo svoje zdravje. Ne. Možnost je tukaj. Ne. Zdaj, seveda se moramo pogovarjati, pa ljudje morajo za to čim več zvedeti, pa tisti, ki imajo probleme, da se tega lotijo in to naredijo. Ne. Tako da tu zdaj vidimo, ne, mislim, kaj je pač na stvari, kakšna ta možnost je. Mi ta krom imamo v Sloveniji že kar nekaj let, ne. Imamo tudi izkušnje in se res to dogaja, kar pripovedujemo, res se dogaja to. Ne. Imamo tudi primere, recimo, ko se spomnim ene gospe, ne, ki je v nekaj mesecih, brez pretiravanja izgubila, ampak na zdrav način, veste, ne s kakšno agresivno dieto, ne s kakšnim neverjetnim trpljenjem in tako naprej. Ne. Ona je recimo, odkar je vedela zase, je ona bila močnejše postave in je bila pač nagnjena k temu, da ji primanjkuje kroma, in je to mislila, da pač tako more biti. No, ko je pa poskusila biokrom, je v nekaj mesecih izgubila 25 kg. Zdaj bo sprejela pa in telefonski klic, pa poslušala še eno življenjsko situacijo. Dober večer komu? Dober večer. Pozdravljeni, povejte. Kličem iz Ptuja, imam tudi sladkorno, ne? Ja. To je vse res, kaj gospod pravi. Mene pa zanima, katera živila mora človek jesti, ne? S kateri živili je ta krom, ne? Ja. Hvala lepa za to vprašanje. Hvala, lahko noč. Tudi v preteklih oddajah sva že govorila o tem, pa je mogoče kar prav, da znova spomnimo, ne, kako je s tem. Mi smo na začetku tudi rekli, ne, so živila, ki imajo malo več kroma, recimo malo več kroma ima kruh, malo več kroma ima meso, malo več kroma imajo jajca in tako naprej. Ne. Samo kot rečeno, z hrano se to pač urediti ne da. Ne, se ne da urediti. Takšne so izkušnje, ne. Tako da in tudi recimo z hrano je problem tudi v tem, da v naravi ta krom pač niha. Ne. Enkrat ga je malo več, enkrat malo manj, pa gre za isto živilo. Ampak enkrat ga je več, enkrat malo manj, pač tako je v naravi. Ne. No in kot rečeno, karkoli mi z hrano počnemo, kruh moramo speči. Ampak s tem, ki smo ga pekli, se je veliko kroma zgubilo. Recimo jajce. Jajce moramo odsvreti. Tudi na oko, ko ga odsvreš, spet si izgubil, 30-40% kroma. Ali pa meso. Meso, ko spečeš, si spet izgubil krom. Tako da se pravim, z živili je to problem. Ker če to ne bi bil problem, mi se sploh o tem ne bi pogovarjali. Bi jedli hrano in bi imeli dovolj kroma, pa kot rečeno se ne da. To vprašanje je zelo na mestu, samo kot rečeno, na tak način se ne da rešiti problema. Se ne da. Kako pa biokrom uživamo potem? Biokrom uživamo enostavno, torej učinek je hiter, kar je zelo pomembno. Jemlje se pa enostavno, torej standardizirano je na to, koliko nam kroma primanjkuje. Z študijami se je ugotovilo, da recimo v povprečju nam kroma primanjkuje 100 mikrogramov. Zdaj to je ena taka številka, to so zdaj te posebne take minimalne enote, malo, ampak potrebno je. No in to se potem nadomešča, se jemlje ena tableta na dan, med obrokom, ki si ga sami izberemo. Zdaj, to je spet to klasično pravilo. Če se recimo odločiš, da boš to jemal med kosilom, potem pa skozi dajmo med kosilom, da bo en tak ritem, da bo ta en tak red. To ima organizem zelo rad.
In to je tudi nekaj naravno, si te ciklusi lepo v enem enakomernem zaporedju. Kakor dan pa noč si sledita v enakem časovnem zaporedju, tako naj si tudi recimo jemanje kroma v tem enakem zaporedju sledi in je potem to najbolj blagodejno za to, da se pač problem uspešneje rešuje. Ne? Ampak kot rečeno, jemlje se enostavno. In zdaj tako je, ne moramo recimo jemati to nekaj časa, pa je problem rešen. Ne gre, ne? Ker to je, kakor se vsak dan hranimo, vsak dan imamo kosilo, a ne? In vsak dan tudi potem moramo to prehrano dopolnjevati. To se pravi, da ga jemljemo redno in trajno. Če ga bomo tako jemali, bomo pač zaščiteni, a ne? Varni, a ne? Pred temi problemi, a ne? Če pa nehamo, pa se bojo spet vrnili, a ne? Zdaj pa spet, da se vrnemo na veliko noč, a ne? Kot rečeno, ti problemi s pomanjkanjem kroma so med nami, živimo jih, a ne? In marsikdo tudi ve, a ne, da nihanje sladkorja, ko ga zaužije, ima probleme, a ne, mu niha, a ne? No in za dovolj kroma, a ne, se lahko počuti veliko bolj varno, ne? In normalno si privošči brez kakršne slabe vesti, a ne, brez kakšnega strahu, ne, tiste potice, ki je tako dišeča in tako naprej, ne, v tem prazničnem času. Ne. In tudi potem ni nobene nevarnosti, da bo on podzavestno preveč vzel. Vzel bo toliko, kot je normalno, ne, a veste, a ne. No in zato, a ne, ker jaz se spomnim, recimo, klicev, ne, izpred let. Mi s Mengeš smo že 23-24 let, a ne, in pred časom, ko recimo nismo imeli toliko informacij, a ne, so nam ene gospe poklicali, so rekli, a imate vi kaj, da bi jaz lepo na miru uživala svojo potico pri veliki noči? Dajte mi to povedati. Ne. Na začetku nisem imel to informacijo, moram kar priznati, ne. Ampak zdajle pa je tukaj. Zdajle pa imamo, a ne. In je enostavna, a ne, pakiranje tega biokroma, kot rečeno, ga bom še malo pokazal, a ne, v kamero, a ne, je, zdaj da bom prav povedal, to je mesečni, to je pa dvomesečni, a ne, mesečni pa dvomesečni, a ne, jemlje se po ena na dan, a ne, cenovno je pa, tale je 9 evrov pa nekaj, ta pa 16 evrov pa nekaj, a ne, tako da, to so te cene, dobijo se jaz mislim, da lahko rečemo, ne, tako rekoč v vseh lekarnah, razen mreže ljubljanskih lekarn, oni so se pač tako odločili, a ne, in v specializiranih trgovinah, a ne, prej sem omenil tudi Sanolabor, konkretno v Mariboru, Sanolabor tudi v vsej svoji mreži, to ima, zanesljivo to ima, ne. Tako da, to je to. In zdaj, če sem prav razumela, ste rekli tedenska škatla, ne? Kako? Ne, škatla je mesečna pa dvomesečna. Mesečna, okej. Če si za začetek, za preizkus, zato da vam verjamemo, kupimo tisto mesečno, Ja. So rezultati, kot sva v tej oddaji povedali, Ja. tako hitri, da bomo potem z veseljem kupili tisto dvomesečno, ker nam ne bo škoda tega. Ne? Tako. Ker smo pri koncu oddaje. Za vse informacije smo dosegljivi na Mic Mengeš, a ne. Če kdo še kakšno dodatno informacijo rabi, tu smo, a ne. Ampak kot rečeno, še enkrat ponavljam, za sladkorne bolnike, ki jim kroma primanjkuje, to je pravilo, ne, zdravljenje ostane. Ali so na inzulinu, ali so na oralnih antidiabetikih, a ne, to ostane, a ne. Kot rečeno, krom poskrbi za to, da sladkor ne niha, a ne, ker lahko je normalen, ne, pa če kroma primanjkuje, začne nihati, spet problem. Lahko pa je tudi povišan, a ne, smo pa že recimo v polju sladkorne bolezni, pa niha, ne, to je potem še večji problem, kot pa če ne niha, ne. To se pravi, poskrbi za to, da tisto raven, ki pač je, stabilizira. In recimo, ko mi vzamemo zdravilo spusti sladkor, ne, ali tableta, ali inzulin, karkoli že, a ne, ta krom ga pa stabilizira, da ne skače.
in je potem problemov bistveno manj oziroma se minimalizirajo. Pa s tem kromom zdaj pripomoremo k malo lepši postavi poleti, manj bomo razdražljivi, ker ne bomo ves čas lačni oziroma imeli tega občutka lakote. Pa za hrano bomo manj porabili. Odličen zaključek. Hvala lepa vam tudi tokrat, me je veselilo. Hvala lepa tudi vam, če ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi prihodnjič, do takrat pa predvsem poskrbite za svoje zdravje. Samo eno je in naše je. Lepo se imejte.